Podjetje Meta zapira svoje Meta vesolje. Projekt za izčrpavanje denarja od neumnikov je odslužil svoj čas. V letu 2024 je Mark Zuckerberg nenadoma sklenil, da so ljudje pripravljeni nositi težko napravo na glavi in dolgo se potopiti v virtualnost. Izgleda kot poceni otroški konstruktor. Mark Zuckerberg je prepričeval vlagatelje, da bodo številni uporabniki živeli in delali v njegovih virtualnih svetovih. Vodja velike družbe je povedal, da je to nov, pomemben korak v razvoju interneta. Kot dokaz resnosti svojih namenov je preimenoval svetovno znani Facebook v izrabljeno besedo Meta. Neverjetno je, da je vodstvo ogromnega podjetja, kjer bi morali sedeti zelo pametni in izkušeni ljudje, privolilo v takšno strategijo. Čeprav so poskusi ustvarjanja virtualnih prostorov potekali že mnoge leta in vsakokrat neuspešno, podjetje Sony je propadlo. Nič ni uspelo podjetju Google. Vsi številni projekti za ustvarjanje univerzalnih, tridimenzionalnih svetov so propadli. Niti karantena med pandemijo ni pomagala. Ljudje se vztrajno ne želijo preseliti svojega življenja in dela v lutkovni virtualni prostor. Prednost interneta je v tem, da razdalje izginejo. Trojne Meta vesolje le ovira prenos informacij. Nepremišljeno je vstopati v tridimenzionalno sceno zaradi besedilnega pogovora. Videoklic s tridimenzionalnim avatarjem vrhunec idiotizma. Zato so vsi poskusi ustvariti Meta vesolje ostali neuspešni. Začeti podoben projekt bi bilo brezsmiselno. Končal bi se s propadom. Zakaj je upravni odbor podjetja Facebook soglašal z dragim načrtom, za katerega je očitno, da se bo končal s propadom? Ker so imeli novost, posodo na glavi. Posode za nošenje na glavi še nikomur norčkom niso prodali. Mark Zuckerberg je pravi genij. Finančna dobičkonosnost velikih podjetij ni odvisna od tega, kar dejansko počnejo. In koliko novih kreditov bodo privabili in koliko delic bodo izdali. Za pritegnitev pozornosti je treba razburjati občinstvo z zanimivimi novostmi. Kot družbeno omrežje se je Facebook že dolgo zataknil. Vse, kar se lahko zamisli, je bilo zamišljeno in uresničeno. Facebook se je spremenil v zavornega pošast, ki je nemogoče izboljšati. Prejšnji niz škandalov povezanih s cenzuro, blokadami in razkritjem osebnih podatkov uporabnikov, seveda, Facebook je nezatonljiv, prevelik je. Toda investitorje je treba privabiti s privlačnimi novostmi. Ni pomembno, kaj se bo zgodilo z novimi smermi. Zuckerberg je zasnoval obsežen projekt. Pravi, da bo naredil pravo revolucijo na internetu. Zanimivo, ima smisel investirati na začetku. Ne samo Facebook, temveč tudi druge podjetja so precej zaslužila s prodajo virtualnosti. Pod kriki, da se bodo ljudje kmalu preselili v virtualne svetove, so pohlepnim neumnim prodajali praznino po visokih cenah. Bomo tam živeli in delali, nosili težko vedro na glavi. Novinarji so zabavali javnost z razpravami in spodbujali neumnike, da vlagajo denar. Pravi cilj Zuckerbergovih Meta vesolij je pritegniti vlagatelje in zabavati človeštvo. In vse je uspelo. Naloga je bila uspešno opravljena. Lahko zapremo, projekt je svoje opravil. Jutri bodo iznašli nov način, kako prodajati neumnim ljudem praznino. V tej zadevi so strokovnjaki.